Kaj ni lepo? Ma kaj ni lepo? Evo me. Wow, sem šla na sprehod in me je pritegnilo v San Simon, kot Izolanka, ko sem bila še deklica, smo hodili v San Simon se kopati. In to je tako nekako moj kraj. In vsekakor grem in Giro in sem si vzela eno knjigo od Garyja Douglasa, da bom brala, dok čakam otroke, ki so na treningu. O, mama, in se prijem na vrh tle in gledam to viščico, se rekam, ma, kje lepo, evo, da vam posnamem, da vam pokažem, kako je lepo. Kako je lepo tle pri nas, čakajte, evo, tle se vidi zdaj samo malo. Ko se to obrne? Aha, tam je tobogan za otročke. Ja, v glavnem, kaj sem hotela s tem liveom danes, ne? Ful si ustvarjamo nekih težav, nekih problemov in ne živimo, pozabimo živeti. In ta sprehod, ta zdaj čas, ki sem si ga vzela, da bom brala knjigo in zdaj bo en tle kosil, valjda, in se ne bo slišalo ful dobro, je zato, ker sem izbrala, da živim. Sem izbrala, da mi je mar zame in da ne bom delala samo za druge, poslušala druge, ampak da bom živela. In zame živeti pomeni, da imam čas zase, da imam one trenutke, ko se lahko ustavim, ko lahko tudi ne delam nič, če mi to paše. Je nehal kositi. Cool, kako lahko še boljše. Tako da, evo. In pol si ukradeš take trenutke, evo, leko je lepo zdaj tle. Ne? Naša lepa Izola, Artronek, Bele skale, San Simon in jaz. Ok, v glavnem, dajte si vzeti čas zase, dajte si ustvariti življenje tako, da ga živite, da vam je lepo, da vam je fajn, da ste sproščeni, da se ne ukvarjate s tem, kaj je treba, kaj je pomembno, ampak s tem, kaj si vi želite. In itak večinoma ljudje ne bojo hoteli delati to, kar si vi želite, zato morate poskrbeti sami. Tako da, kaj lahko danes naredimo zase? Evo, petek je, eni še delajo, eni ne, eni komaj začnemo delati. Ok, eni delajo cel teden, jaz delam non-stop, ampak sem si skreirala, da delam nekaj, kar me veseli, nekaj, kar je meni všeč, tisto, kar bi rekli po domače, za kar sem se rodila, ne? In ker delam to, kar me veseli, sploh mi ni problem. Tako da, evo, uspod, imam čas zase, pa se spomnim, naredim live in evo, nekaj sem oddelala. Ojoj, ma kaj vam lahko še to pokažem, ki je lepo proti Trstu dol. Evo, naša Izola in Marina. Kaj se da to povečati? Ne, ne da se povečati, tam zadaj Trst. Ma lepo je, ful je lepo. Ful je lepo. Po tem dežju, evo, spet mene morate gledati, tišment. Ja, kaj čemo? V glavnem, po tem dežju, ki je bil, kaj ne pa še malo tega sonca. Tako da, evo, naredite si res lep dan, karkoli počnete, tudi če morate delati, kaj če si lahko ustvarite, da vam je lepo tudi, ko delate. In če res se mučite tam, kjer delate, če je res tako grozno, je čas zamenjati. In samo ne smeste iti ne vidim nič, ne smeste iti v omejitve, da ni možno, da se ne da, da ni dela, ker ga je ful. Samo mogoče če hodite tako po svetu, ne obstaja, valjda ne vidiš nič, ne? Zato treba odpreti na široko oči in pogledati, kaj je možno, kaj se da, kaj vse je na voljo. Ful vsega je na voljo, jaz ne vidim nič, tako da mame, slišite, ker ful stvari je na voljo, ful je na voljo, samo dovoliti si vprašati, dovoliti pogledati in ko začutite v sebi to je to, iti, ne se vstavljati, ne čakati, ne upati, da bo nekdo naredil namesto vas, ki noben ne bo naredil namesto vas, tako da akcija.
Tako da, evo, domača naloga, igrajte se in se sprašujte, kaj bi jaz resnično, bom povedala o ženskem spolu, ja, dragi fantje, obrnite si v svoj spol. Kaj si jaz želim? Kaj si jaz resnično želim delati? Kjero delo, kjeri posel bi mene polnil? Ker potem, ko delamo ono, kar nas veseli, ko delamo ono, kar nam je všeč, ne? Sploh ne opaziš, da si delal, da si delala, ampak ki ti je cool, ki ti je lepo, ne? Tako da, take stvari. In da potem od tega prejmete valjda nek, ne vem, dobrobit, nek denar, neki pač. Živimo v družbi, kjer je denar plačilno sredstvo, ne? Torej, da prejmete denar. Ali da prejmete brezplačno bivanje, hrano, karkoli, se boste dogovorili, ne? Ampak načeloma pač je to denar, ne? Sem se smejala zdaj, ne vem, kdaj je bilo včeraj, predvčerajšnjim. Evo, zdaj se bom tle usedla. Ma, kje lepo srček. Lejte ga. Ko živiš, ko si dobre volje, jaz se posod videvam srčke. Prej, ko sem peljala hčerko, pol ure nazaj, kdaj je bilo, sem peljala hčerko na trening in je bil v oblaku, gor na nebu je bil en srček, tako da ful dobro. Evo, in zdaj so me srčki zmedli in nimam pojma več, kaj sem hotela povedati. Zanimivo. Tisti, ki ste zdaj trenutno online, če imate kakšno vprašanje, kakšen komentarček, bom ful vesela, da tik, 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 kaj nakuckate notri spodaj. Wow. Ma kakšen lep razgled, bom dam še malo tega razgleda, da ne gledate samo mene. Evo, lahko gledate to. Lahko gledate to. Očitno, karkoli sem hotela povedati, sem pozabila, nima veze, je šlo mimo, sem vam telepatsko predala. V glavnem, dajte se res spraševati in tisto, kar vam je všeč. Ja, vem, kaj sem hotela povedati. To, ko sem se smejala v zvezi z denarjem. Neko objavo sem naredila na Facebooku, nimam pojma, kaj točno je že bilo. Sem naredila objavo in eden je komentiral, da ja, meni gre pa samo za denar, ne. In jaz sem, ste čuli enega otroka, ki je naredil, se je strinjal z mano. Pravno, ma ne, valjda da ne, mislim, halo. Ampak so pač ljudje, ki vidijo samo tako, ne? Da je pač samo za to se gre in da prodaja meglo in podobno, ne? Ja, mogoče za nekoga je to res. Nekdo pa bo rekel, da tisto, kar je prejel od mene, mu je totalno spremenilo pogled na se, pogled na svet, si je zrihtal svašta v življenju, ne? Tako da ne posluša druge, ker drugi bojo vedno želeli vas razvrednotiti, vas ubiti tako ali drugače. In to počnejo ful po službah, namenoma rečem služba, ne? Po službah ful to počnejo, konstantno. Nas hočejo izkoristiti, malo zlorabiti, malo nam da delati za 2, 3, 4 ljudi, pa se ti si sposobna, ti znaš, dej še to naredi, pa še to. Ma dej, kaj lahko ti damo še to? Dej se boš ti si itak hitra, ne? In potem se nabere teh stvari, ne? Ampak to je zloraba, to je izkoriščenje. In potem ne moremo se počutiti dobro. Tudi če nam je mogoče na začetku bilo to delo všeč, potem nam ni nujno več všeč, ker ni več to, ampak je milijardo drugih stvari, ne? Tako da zato si dajte malo pogledati, če ste zadovoljni, kjer delate, če vam je všeč vaš posel in če vam ni, dajte začeti spraševati, kaj bi mi bilo všeč, kakšen posel mene polni in dajte malo se odpreti za to, ker mi smo ko magneti, tako delujejo energije. Tiste stvari, ko začneš razmišljati, to si vedno pritegneš, vedno pride to k tebi. In pride na tako ful zanimive, čudne, nenavadne načine. Tako da, če se boste spraševali, stvari bojo prišle. Zagotovo. To je zakon privlačnosti. Se smejem, vsak pes, ko pride mimo, me pogleda in vsi otroci, odrasli ne, ampak vsi otroci, prav me gledajo, kdo je ta, kaj se tam dogaja. Veste, zakaj je tako? Ker zaznavajo energijo, ker čutijo v sebi, vidijo, da je nekaj igrivega, zabavnega, zanimivega se nekaj dogaja, ne? Odrasli pa smo vedno ko konji z onimi plašnicami, v ogromno svojih sodbah in zaključkov in ne vidimo stvari, tudi če jih imamo pred nosom. Ne, tako da. Jaz bi lahko govorila še 5 ur in prav lepo mi je z vami. Tako da bom še kaj. Jutri grem v Kobarid, ko me čaka, imam eno delavnico, tako da mogoče bom jutri, nemogoče, tako, prej sem klikala na ta live, sem imela zavedanje, mogoče bom še jutri kaj povedala, ampak ja,
vsako toliko, kaj povem. Tako da, to sem se spomnila. Vsi tisti, ki niste iz obale, ne? In vam je težko se pripeljati na obalo, pa ful bi radi prišli na kakšno mojo delavnico, terapijo, karkoli, in vam je ful težko in grozno, ker sem tako daleč. Naslednji teden sem 3 dni v Ljubljani, 3 dni, sreda, četrtek in petek. Tako da imam 2 delavnice, tako da če vas kakšno teh delavnic pritegne, evo to, in če ne, lahko individualna terapija. Tako da, in ne mi poreč, kdaj prideš spet, nisem vedela, objavljam non-stop. Zdaj sem vam povedala, če vas zanima, evo, možnost. In zdaj boste videli našega Ajka iz Zolana tlele, vam pokažem. Car, vidite to? Ali se da povečati? Evo ga, to je naš Ajk. Kamorkoli on gre, kjerkoli je, vedno ima glasbo. Tanja sem v San Simonu, v Izoli. Ali po slovensko Simonov zaliv, mi domačini rečemo San Simon. To je v Izoli. V Izoli, pobrskaj, ne, vidiš, tam dol se vidi Trst v zadju, Debele rtice se vidi, ki je bolj desno, tam gor so te hoteli, evo tobogan naš sloviti, to sem le še v osnovni šoli, ko so ga zgradili, tako da tam gor je Belveder in tam dol so Bele skale, tako da ja, in tle so odbojkarska igrišča, ne, tle sem jaz hodila igrati odbojko. Imamo glasbo. Ajko, v glavnem, če ste kdaj se pripeljali kaj tako k nam na obalo in ste se vozili mimo, on se dosti krat postavi nekam ob cesti, pa tudi ob tej obvoznici naši izolski, da ven svoje baterijo bobne in šopa fulcar. Tako da, evo, lepo se imejte, uživajte, naredite si lep dan, lep vikend in kaj še se mogoče in imejte se radi. In hvala, ki ste me poslušali. Čau, čau.